Hrvaškem je 2028 km. Potem imamo pa še morsko mejo, ki je dolga 930 km. Mogoče bi kdo povedal, koliko otokov, čeri in vsega, kar gleda ven iz morja, ima Hrvaška. Slepo mišala, ne? 1185 otokov, otočkov, čeri in vsega, kar gleda iz morja, je na Hrvaškem. S tem, da lahko računate, da naselje, jih je pa tam 65. Kopna obala, to se pravi, ob kateri smo mi tudi vozili. Cres, ki je zadaj za Krkom, pravzaprav proti istrski obali in pa otok Brač. Sam 254 km obale, medtem ko Pag ima pa še 15 km več. In zdaj, ker gremo gledati eno jamo, mogoče ta podatek tudi ne bo odveč. Nekako ima Hrvaška evidentiran otočjih, največji polotok na Jadranu pa jasno Istra, ki danes ni predmet našega ogleda, ima pa velikost za te namene uporabljena v letu 1844. Čeprav drugače pa potem lahko vemo, da izopatije se je potem turizem selil na področje Crikvenice, pa šele potem, kasneje, na področje Dubrovnika. Računate, v Dubrovniku je preživljala, prav tako pa se z ribolovom ukvarjajo še dan danes. Pravi, da najstarejši dokument o ribolovu pravzaprav je bil na Hrvaškem najden iz prve polovice 6. stoletja. Zdaj, ko govorimo o ribičih, sem se spomnila, da je ki so še kako pomembne in katerih imajo tudi kar precej, tako da ne bi bil noben problem jih na novo usposobiti. Je pa res, da na sami obali imamo kar nekaj krajev, kjer so imeli industrijo. In industrija pa turizem ne gresta skupaj, tako da se te tovarne zapirajo in pogosto vidite pa kakšne hiše čist v razpadanju, tako da selijo. No, ampak če gremo še naprej, sama, da sem se pa malo zaštikala. Že vem, kje sem ostala. No, Makarska recimo so ljudje poleti, približno v istem času se je začel razvijati turizem v Riminju kot tukaj na hrvaških tleh. No, tam je po 20, 30, 40 km pravzaprav plaže pa veliko število otokov, ki jih Italijani na svoji strani Jadrana imajo. Vidite, tale kraj, ki je tukaj pod nami, kjer smo mi prišli, Sveti Juraj, je, pravijo zapiski, bil že naseljen v prazgodovini, imate možnost videti same nove hiše, medtem ko tamle cerkev dol, ki jo vidite, ta pa njeni začetki datirajo tja v 14. stoletje. Prvotne hiše so bile v glavnem vse iz kamenja in to je tudi značilnost vseh teh starih stavb
ob sami obali. Vidite, en industrijski obrat v Letni je bila ladjedelnica, ki je na levi strani dol razsuta. Počasi bojo tudi to pospravili. Drugače pa ta predel stare jadranske magistrale, ki imamo ob pogledih. Zdaj, glede na to, da je morje valovito, ne bomo mogli videti teh vrul, torej teh izvirov sladke vode, ki se bolj, ko gremo proti reki, več jih je. In zato zelo hitro, če plavate, ugotovite, kar naenkrat vas začne zebst, ker ste naleteli na sladko vodo, ki priteka iz samega Velebita. No, tako da zdaj morje je tudi sen eden najhladnejših krajev na Jadranu. Drugače pa naj bi sam sen, torej staro mesto, bilo že v času Ilirov, pa potem so tukaj bivali Rimljani, ki so svoje mesto imenovali Senija. Potem v 5. stoletju je tukaj bila že škofija, kar kaže na to, da je bilo pomembno naselje. No, potem v srednjem veku je bila pa že tudi utrdba Frankopanov in pa potem kasneje svobodno kraljevsko mesto, kot so mu rekli. No, tudi bili vztrajni in pa lahko rečemo neustrašni borci proti Turkom in pa proti Benečanom, ker niso hoteli tujih lastnikov. Takole kot vidite, take majhne uvale, majhni zalivčki, do katerih je sicer malo težje prideti, ampak to so, bom rekla, raj Dolenjski po Novem mestu. Tako da ta stolp kar lepo ohranjajo, tako da se lahko kdo gre pogledati. Včasih imajo pa poleti. No, pogledajte, kako je lepo. Nehaj, še tak, kot je bil, ko smo ga včasih gledali. To je tudi takole, zdaj smo že v centru, vidite te stare meščanske hiše. Drugače pa del obzidja tudi ohranjen. Takole desno noter je star del mesta, glavni trg, tukaj le desno. In lahko pa vemo, lahko pa rečemo, da je okrog tega starega dela in pa obzidja se potem začelo širiti samo mesto. Nekaj je tudi, sicer se nima tako veliko, ampak pogosto bomo lahko srečali marine, ki jih je pa kar veliko. Vidite, velik problem je bilo potovanje tukaj. Enostavno je spet cesta bila sredi mesta. To večen problem bil. In tukaj moramo reči, da je sorazmerno
veliko število plaž. Drugače pa naselitev, tudi tukaj že v rimski dobi. No, 13. stoletje je bilo pa tukaj sploh pomembno. Nastal je že ta frankopanski kaštel in pa v letu 1288 je tukaj nastal vinodolski zakon, ki je bil tudi pisan v glagolici in ki je še dan ima le kot zaščiten pod UNESCO, ima en tak velik sloves, tako da pritegne. Več ali manj pa prihajajo sem ljudje, ti, ki so poznani po svetu, zato ker jih tukaj ne prepoznajo. In potem dosti lažje funkcionirajo, oziroma uživajo, da jih ne lovijo paparaci na vsakem koraku, tako ko ne našo, ampak mlado princeso Kate, ki ne upa več skoraj nič narediti. In to ni prijetno, če ti ves čas nekdo diha za ovratnika, ne bi lahko rekli. Drugač pa en manjši kraj pobi so roke pravzaprav nekako kot prhutale, kot listce upogibale. In Izadora je rekla, da odhaja pogosto na počitek, na nabiranje energije v Opatijo in v vili, kjer je nameščena in kjer ima spalnico, pred oknom raste selce. Jaz sem par takih zanimivih podatkov za selce dobila, pa se mi zdijo, da bodo tudi vam zanimivi. Pravi, da je tukaj bilo pravzaprav prvo kopališče, to javno kopališče, blizu pristanišča, ki je imelo 10 kabin, in začelo se vozimo po Crikvenici, kar precej se je razpotegnila. Tudi moramo reči, da je ob obali lepa sprehajalna pot, ki povezuje Crikvenico in pa Selce. Drugače pa spada Crikvenica, če smo rekli za Sel, da je eno najhladnejših ima in tudi poletja precej suha, zime so sorazmerno blage, obala razčlenjena, peščene plagita, hotel Klotilde, potem prvo kopališče v mestu leta 1800, da ni prevelike niče. Pa mogoče omenila, da ta zdraviliški turizem, talasoterapija, ki je tukaj poznana, da je tukaj daleč že vidite lahko most na Krk pred nami. Malo pred Riko, malo pred Bakarjem, ja. Pol je Bakar. Ja, Crikvenica je že konca. Zdaj se vidi, zdaj pa vidim, Zdaj lepo vidite, most pa otok. In dejansko, kadar je močen veter, most zaprejo in Ja, vidiš, a je nekaj križišče. Naprej na Riko. tukaj pravzaprav, kjer je most,
je potem Kraljevica precej zanimiv. Morda se bo kdo spomnil od vas tistih lesenih lestev, ki so stale in lokrumom, ne lapat, loput. Ravno to sem hotel reči, ne mešati z lapadom in lokrumom, to je otok Loput, ki spada v